Kako to, da ste se odločili organizirati sejem narodnih noš? Ja, vsako leto se v bistvu tudi vidimo pri povorki, da številni ljudje sprašujejo potem, kje bi lahko kupili ali kakšen del narodne noše, kje bi lahko sploh dali izdelati celotno nošo. Tako da smo se v okviru odbora za pripravo dnev narodnih noš odločili, da letos 2 tedna, v bistvu pred samo preditvijo, pripravimo sejem novih in rabljenih noš oziroma oblačil, tako da si ljudje lahko pravočasno ogledajo oziroma da se lahko pozanimajo, dokupijo kakšen del njihove noše, tako da se mi zdi, da je to kar dobra ideja. Bili so malo skeptični, kako bo to v realizaciji, ampak se je kar pokazalo, da številni, ki bodo prišli na povorko, so že danes tukaj oglasili in si obljubljajo, kje in kaj in kako. Lepša hvala. Z nami je gospa Helena Trobentar, ki ima šiviljsko delavnico na Šutnji. Med drugim izdeluje oziroma veze tudi narodne noše oziroma prašna kmečka oblačila. Gre predvsem za izdelovanje prašnih kmečkih oblačil iz 19. stoletja in pa meščanskih oblačil oziroma kopije meščanskih oblačil. Po nekem originalu, recimo starem več kot 100 let, izdelamo pristno kopijo nove oblačile. Tukaj gre predvsem za ohranjanje kulturne dediščine, ker se v zadnjem času pojavljajo razne nepristne kopije oblačil oziroma nič variante. Smo zato nekako se odločili tudi etnologi, s sodelovanjem z etnologi, za izdelavo kompletnih oblačil iz 19. stoletja. Oblačimo pa predvsem folklorne skupinice, dramske skupinice, tudi neke obujamo ljudske običaje in šige. In te skupine naj bi bile resno opremljene v oblačilih 19. stoletja. In če pride recimo kakšna stranka k vam že z modelom, kakšno obleko in naredite, potem preverite, če to je pri etnoloških strokovnjakih ali kako? Ja, vsekakor preverimo pri etnoloških strokovnjakih in to je gospod Filip iz Javnega sklada za kulturno dediščino, te stvari pregleda, oceni, da svoje mnenje in potem na podlagi sodelovanja z njim zadevo izpeljemo do konca. Gre pa stvar tudi to deleč, da se da stvari, ki so recimo že obrabljene, poškodovane, da jih tudi popravimo na čim bolj pristen način izdelave iz tistega obdobja. No, to največji izziv zame je izdelava črne noše.